Torej, danes se na Ravnah dogajajo pravzaprav trije pomembni dogodki. Koroški medgeneracijski center praznuje 7. obletnico delovanja in lahko rečem, da 7. obletnico uspešnega delovanja. Če samo v številkah povem izkaznico, namreč več kot 100.000 obiskovalcev, več kot 100.000 ogledov, ki smo jih lansko leto, torej v času epidemije, posneli na daljavo, 16 zaposlitev, 5 odličnih projektov, več presežkov. Eden od teh presežkov je bil na praznovanju 4. obletnice delovanja centra, ko smo spekli 100 metrov štrudla in povezali Kavarno plus in medgeneracijski center. Na 5. obletnici delovanja smo s štrudlom povezali kulturni center in takrat, mogoče malo za hec, zelo pa zares, smo dali tudi izjavo, da če se bo kdaj gradil dom na Ravnah, torej na gradu Javornik, bomo medgeneracijski center povezali z gradom Javornik, torej zdaj lahko govorimo tudi o centru starejših Kora. No in letos razmere dovoljujejo ulične dogodke, zato smo se odločili, da povežemo medgeneracijski center z centrom starejših Kora. To pa je drugi pomemben dogodek za občino Ravne, tudi za Koroški dom starostnikov, namreč že lansko leto smo podpisali pogodbo za gradnjo prve faze centra Kora. Prejšnji teden smo podpisali sporazum za gradnjo druge in tretje faze in to je res en zelo pomemben trenutek, dogodek za občino Ravne, ker gre za eno zelo pomembno visoko investicijo in torej tudi to odkritje temeljne plošče danes na Ravnah. V tem času, torej ob praznovanju 7. obletnice, tako kot običajno, sodelujejo naši otroci iz vrtca in bojo v mehurčkih poslušali to zgodbico cvetličnega mesta, torej tudi Ravne v cvetju. In se mi zdijo ti trije dogodki smiselno povezani med sabo in tudi zdaj v tem času, ko se že mogoče lahko družimo. Izjemno vesela sem, da sem pred 7 leti dobila to možnost, da lahko sodelujem v tem odličnem projektu medgeneracijskega centra, ki pa ne pomenijo številke, ampak so ljudje. In moram reči, da sem v tem času v medgeneracijskem centru spoznala ljudi, odlične prostovoljce, ki so postali tudi del mojega življenja. Spoštovane gostje, gosti, gospod župan, spoštovani častni občan, gospod Urnauth, cenjene gostje in otroci, lepo pozdravljeni v osrčju Koroške na Ravnah na Koroškem, kjer je 20. maj prav poseben dan. Za nas je poseben že polnih pravličnih 7 let, saj obeležujemo 7. obletnico Koroškega medgeneracijskega centra, no točno ta dan pa bomo s prav posebno slastjo in ponosom zapisali še v Guinnessovo knjigo rekordov z najdaljšo potico, ki smo jo poimenovali kar potica rekorderka. Kot se za medgeneracijsko sodelovanje spodobi, bomo najprej našo pozornost namenili našim najmlajšim. To so tisti, ki povezujejo danes z včeraj in jutri. Sledi namreč nastop vrtca Ravne, enote Ajda, za začetek in za najslajši konec kajpak. In zapeli nam bodo predšolski otroci v starosti od 5 do 6 let, prisluhnili pa jim bomo najprej v pesmi Po koroškem, po kranjskem. Prismo
Vrtec Ravne se je na pobudo gospe Marjane Kamnik z veseljem odzval povabilo, da sodelujemo v tej rojstnodnevni zabavi. V vrtcu Ravne smo pekli včeraj cel dan potico, spekli smo 20 metrov. Zelo ponosni in veseli smo, da lahko v vrtcu prispevamo k solidarnosti, da pokažemo našo dobro voljo in da sodelujemo v takih izjemnih projektih. Danes bodo nastopali tudi otroci enote Ajda na Javorniku. Cel mesec pa smo risali risbice, izrezovali metuljčke, zato da je mesto Ravne postalo mesto cvetja. In z vrtčevskimi otroki Koroški medgeneracijski center pogosto sodeluje v času, ki še ni bil podrejen ukrepom, ki jih narekuje epidemija in vzdrževanju mehurčkov, so bili sicer redni obiskovalci KMC-ja. Ob rojstnem dnevu so svojimi risbicami okrasili malo dvorano v centru KMC, ki je namenjena ravno najmlajši populaciji. Gre za res izjemen primer odličnega medgeneracijskega sodelovanja, na katerega smo upravičeno ponosni in hkrati hvaležni vsem vam, ki ga omogočate in ki ga vzdržujete. 20. maj je datum, ko Koroški medgeneracijski center, na kratko KMC, praznuje 7. obletnico delovanja. KMC je postal v našem lokalnem okolju pomembna točka tkanja vezi med različnimi generacijami in med različnimi institucijami. Predstavlja prostor druženja, prostor vseživljenjskega učenja in informacijsko središče za pridobivanje informacij o storitvah z področja preprečevanja in odpravljanja socialnih stisk in težav. V 7 letih se je v KMC-ju odvilo preko 1400 aktivnosti in ta center je sprejel preko 60 000 obiskovalcev. Pretežni delež članov sodi med starejšo populacijo, zato se bodo utečene in nove aktivnosti za starejše odvijale še naprej, s ciljem pridobivanja novih članov mlajše in srednje generacije, pa se bodo postopoma dodajale tudi nove dejavnosti. Namignemo lahko, da bo iz centra v kratkem zadišalo po gastronomskih mojstrovinah izpod rok naših najmlajših, da se bodo z mislimi potepali po svetu in spoznavali ter okušali kulinariko eksotičnih dežel. V goste jim prihajajo trenutno najodmevnejša imena z področja vzgoje, sociale, zdravstva, mediacije, meditacije in čuječnosti, ter da bo končno zaživela tudi enota v Kotljah. Kdo so, kakšni so njihovi začetki, pa motor in srce društva, predsednica društva KMC, spoštovana magistrica Marjana Kamnik. Gospa Marjana Kamnik, prosim, lepo povabljeni k besedi. Spoštovani naši dragi otroci, lep dober dan na praznovanju 7. obletnice delovanja Koroškega medgeneracijskega centra. Osebna izkaznica. Več kot 100 000 obiskov v medgeneracijskem centru. Več kot 100 000 ogledov v lanskem letu, torej v času epidemije, ko smo ponujali aktivnosti na daljavo. 16 zaposlenih, 5 odličnih projektov, 2 od teh še potekata. Iz medgeneracijskega centra smo ponudili tudi inovacijo, ki je bila prepoznana v lanskem letu kot ena od 100 odličnih praks. Odlični prostovoljci, ampak delo in življenje niso številke. Če ne bi imeli take odlične ekipe v medgeneracijskem centru in če ne bi bili tako aktivni prostovoljci in če ne bi tako dobro sodelovali z lokalno skupnostjo in če začnem z vrtcem, šolama, srednjo šolo, z gimnazijo, z vsemi drugimi institucijami in organizacijami in če ne bi imeli tako odlične podpore občine, ne bi bili tako uspešni in ne bi beležili 3 velikih presežkov. Prvi presežek je bil štrudl, s katerim smo povezali Kavarno Plus in medgeneracijski center. Drugi presežek je bil štrudl od medgeneracijskega centra do kulturnega centra. In letos, ko se na Ravnah dogajajo 3 veliki dogodki, torej praznovanje 7. obletnice delovanja centra in odkrivanje temeljnega kamna centra starejših Kola. In če lahko to na boljši način simbolično povežemo kot s potico, velikanko, rekorderko, s katero se želimo vpisati v Guinnessovo knjigo rekordov
pol ne poznam trenutno boljše povezave. Tako da hvala občini, hvala spoštovanemu gospodu županu, hvala vam vsem in hvala moji odlični ekipi prostovoljcev, sodelavcev. Sama moram reči, da sem izjemno vesela, da sem ves ta čas lahko bila prisotna pri vseh teh aktivnostih in moram reči, da je veliko ljudi v tem času postalo del mojega življenja. Hvala vam vsem, začenja se nova pot. Pa vse najboljše ob 7. obletnici, tudi vam, gospa Marjana, dovolite, da tako rečem, ki poosebljate KMC. In še to, zdaj vam lahko zaupamo, da so vam rožice v tem tednu za presenečenje puščali vaši najbližji, torej vaši zaposleni, ki se vam za vse, kar ste, iskreno zahvaljujejo, danes tudi z 7, prosim. Spoštovani zaposleni, odličen primer dobrega sodelovanja tudi znotraj institucije. Danes je poseben dan, ki se bo zapisal v zgodovino našega mesta. Obletnico Koroškega medgeneracijskega centra bomo, kot je dejala gospa Marjana, na simboličen način povezali z novo lokacijo, kjer se bo v prihodnje zgodil sodoben center skupnostnih storitev, na kratko Kora, ki bo čudovita nadgradnja in povezava med nami vsemi. Danes bo ta pot od tukaj do tam posebej sladka, zapisana v najimenitnejšo knjigo rekordov. Na 370 metrov naskakujemo Orehove potice in s temi metri bomo povezali obe lokaciji, torej KMC na Trgu Svobode in s položitvijo temeljnega kamna na lokaciji dvorca nad nami. Dolgoletne težnje na eni strani po iskanju rešitve za dvorec Javornik, renesančno, baročno palačo iz 16. stoletja, spomenik lokalnega pomena, ter na drugi strani omogočanje varne in dostojne starosti doma, torej pri nas na Ravnah, združujemo v en sam cilj. In te sanje se tukaj in danes uresničujejo. O pomenu današnjega dne in eni res težko pričakovanih investicij občine Ravne na Koroškem bo misli in svoja tako osebna kot tudi poklicna prizadevanja najlepše strnil župan dr. Tomaž Rožen. Prosim, gospod župan, povabljeni k besedi. Lep pozdrav vsem imenu občine Ravne na Koroškem, spoštovani častni občan gospod Adi Urnavt, spoštovana Marjana Kamnik, šefica KMC-ja. Danes ne moramo biti kaj druga, kot pa srečni in veseli iz vrste razlogov. Prva moja sreča je, da lahko vsaj po enem letu pa pol stojim pred vami, stojim med ljudmi in kaj spregovorim, kajti sedaj epidemija nam je to vrstno druženje, kot je današnje preprečevala, tako da prvi razlog za mojo srečo je to, da smo danes tukaj skupaj zbrani. Drugih razlogov pa je bilo že nekaj naštetih in bi želel na tem mestu čestitati Koroškemu medgeneracijskemu centru, vsem sodelavkam, sodelavcem, najbolj Alfi in Omegi, Marjani Kamnik in pa tudi vsem drugim malo manj vidnim osebam, ki predstavljate našo zgodbo Koroškega medgeneracijskega centra. Zahvala za vaše delovanje in čestitka ob vaši oziroma naši skupni 7. obletnici. Ustvarili ste mnoge zanimive zgodbe in prav je, da 7. obletnico praznujemo, ta magična številka. Letos pravzaprav praznujemo dvakratno, kajti lani je to praznovanje odpadlo, nazadnje smo bili tukaj zbrani v 5. obletnici. In pa tudi simbolov je danes kar veliko. Ob otvoritvi nas je obiskala takratna ministrica za delo, gospa Anja Kopač Mrak, danes nas tudi obišče minister za delo Janez Cigler Kralj, tako da se te zgodbe kar prepletajo in tudi pomembna nadaljevanje, kot je Marjana že rekla, nov začetek, pomeni, da se danes uradno začne tudi nadaljevanje Koroškega medgeneracijskega centra v podobi obnove tega krasnega gradu, ki se je videl tukaj, grad Javornik, kot vse kaže in danes polagamo temeljni kamen, se bo ravno simbolično začel obnavljati na 7. obletnico Koroškega medgeneracijskega centra. Misel na ta dom je bila pravzaprav prisotna že ob otvoritvi Koroškega medgeneracijskega centra in kar 7 let je trajalo, da lahko danes tukaj stojimo, bomo stali ob 1 uri tudi ob temeljnem kamnu, zato še posebej velika čestitka, da to 7. obletnico praznujemo z res lepim darilom, torej začetkom obnove gradu Javornik oziroma izgradnje centra Kora. Hkrati pa velika pohvala tudi, da ste se lotili tega zahtevnega projekta. Tu še posebej čestitka vsem kuharcam, vsem, ki ste mlele orehe, ki ste mesile testo, ki ste vložili ogromno dela. Mislim, da morda kak aplavz na mestu, tam so te gospe. Držim pesti, da na osnovi
pravzaprav njihovega znoja, no, ko sem jih enkrat obiskal, lahko rečem po domače, da jim je švic tekel, da so res veliko vložile dela v teh 2 dneh in morda se komu zdi to samoumevno, ampak daleč od tega, ta trud cenimo, smo za to hvaležni, da se bodo Ravne danes, če se ne motim, prvič upisale s kakim rekordom v Guinnessovo knjigo rekordov, kar je zopet pomembno lepo darilo, torej mesto Ravne ob 7. obletnici KMC-ja in lahko rečem da je to darilo KMC-ja, mesto Ravne ob tej obletnici, čeprav morda bi mi lahko dali to darilo KMC-ju. Skratka, en kup odličnih zgodb, ki jih ustvarjate, danes je samo krona oziroma dokaz tega, kaj vse ste sposobni, kaj vse ste že ustvarili in kaj vse od vas lahko samo še pričakujemo. Tako da še enkrat torej čestitka in zahvala vsem, ki predstavljate Koroški medgeneracijski center. Naj danes dan mine v veselju, v radosti, kot rečeno, da se lahko zopet družimo in pa da bomo ne samo simbolno, tudi konkretno čutili to povezavo, ko bomo okusili potico, no, torej to povezavo, na kateri smo delali 7 let, 7 dolgih ali pa kratkih let, torej med KMC-em in pa centrom Kora. Skratka, vsem želim še lep dan in pa čestitke še enkrat ob 7. obletnici. Praznično rojstnodnevno dogajanje se nadaljuje s pravljico za otroke iz vrtca Ravne, se zanje obeta pravljična zgodba Cvetlične vile. Do Javorniškega dvorca bo položena tudi potica rekorderka, oziroma če sem natančna, raste od zgoraj navzdol. Na trasi bodo za kulturni program skrbeli glasbeniki Vera Trafela, Vit Jamnik, Tina Kalajžič, skupina Hedera Vento in na samem vrhu Milan Kamnik. In ker ni pravega slavja, otroci, brez česa ni pravega rojstnega dneva. Kaj nam manjka? Torta, tako. In ker ni pravega rojstnega dneva brez torte, in katera pesem sodi k torti? Vse najboljše, tako. A ste za to, da jo zapojemo? Ok. Potem pa zdaj še enkrat vrtčevski otroci vrtca Ravne enote Ajda, mi pa jim bomo kajpak seveda pomagali. Zazvenela bo Vse najboljše. Smo? Ok. Pozdravljeni, dragi someščani. Tako sem srečna, da sem lahko prišla zopet v mesto, vidim, da pri vas že vse cveti. Namreč moja prijateljica Zimska vila se je poslovila in me poslala sem, da vas obiščem, kajti vem, kako radi imate svoje mesto. Pri vas se nekaj čudovitega danes dogaja. 7-letnica je našega centra in še nekaj. Prišli smo v Guinnessovo knjigo. Kako sem ponosna na vas in na vaše mesto. Zato pa vam želim sporočiti nekaj čudovitega. Zakaj ne bi tudi naše mesto spremenili v mesto cvetja? Poglejte, vašim otrokom bom pripovedovala danes pravljico. Kako lahko mesto spremenimo v čudovito pravljično kuliso. In še nekaj, ni treba, da so povsod same rože. Cvetje imamo tudi v glavi. Se pravi, da vedno mislimo prijazno, bodimo dobri drug do drugega. Se vidimo! Današnji dan je gotovo za naše Ravne in za medgeneracijski center nekaj posebnega. Velik praznik, v katerem tudi mi sodelujemo. S širimi razredi dijakov pravzaprav smo se opremili z simboličnimi majicami in bomo spremljali prireditev in ob mizah čakali na goste ob tej velikanski potici, za katero upamo, da bo res prišla v Guinnessovo knjigo rekordov. Sama pa sem dobila to častno nalogo, da bom seveda v komisiji, ko bomo merili dolžino te potice. Prepričana sem, da je ta dan pomemben za vse, kajti kaže na to, da smo se rešili nesrečne korone in da bomo lahko zaživeli tako, kot smo si od nekdaj želeli. Zdaj pa točno vemo, da je to takšno življenje edino življenje, ki ga je vredno živeti. Evo, zdaj pa stojimo na mestu, kjer se pričenja pot naše potice rekorderke. Pot je označena za 0 metri in potem smo mi s takimi znaki za orientiranje, približno koliko metrih smo, vsakih 50 metrov označili, tu nam pomagajo prostovoljni gasilci. Tu
tudi geodet bo podal svoje strokovno mnenje, ko bo s vsemi temi inštrumenti izmeril to našo potico rekorderko. Vsi držimo pesti, da pridemo vsaj do 350 metrov, kolikor znaša trenutni svetovni rekord, ampak upamo, da nas pot ponese celo do 370 metrov do dvorca Javornik. Jaz vam poklanjam svoje koroško srce. Na svetu ni zaklada, ki bi mogla ga kupiti, ni dežele na tej zemlji, ki bi jo mogla bolj ljubiti. Nekomu dom je brez primere, drugemu le kar pozna, a zame tu je vse bogatstvo, najlepše je, kar človek rad ima. Otožno nam pesmi zvenijo, čeprav smo veseli ljudje, besede se zlivajo v melodijo, ko zapoje koroško srce. Otožno nam pesmi zvenijo, čeprav smo veseli ljudje, besede se zlivajo v melodijo, ko zapoje koroško srce. Kjerkoli Korošec naš bo živel, otožno nam pesmi zvenijo, čeprav smo veseli ljudje, besede se zlivajo v melodijo, ko zapoje koroško srce. Otožno nam pesmi zvenijo, čeprav smo veseli ljudje, besede se zlivajo v melodijo, ko zapoje koroško srce.
Svoje meritve potice sta budno spremljali dve priči, mi smo jih poimenovali kar častni priči. Naš častni občan, gospod Adolf oziroma Adi Urnavt in magistrica Ivanka Stopar, ravnateljica Srednje šole Ravne. Meritev potice pa je opravil certificiran geodet javnega komunalnega podjetja Ravne d.o.o., gospod Andrej Merkač. Gospod Andrej Merkač, vas pa bom prosila, da se mi pridružite. Kaj natanko je gospod geodet ugotovil in ali se lahko veselimo, da bo rekord z najdaljšo tradicionalno sladico Slovenije zapisan z 20. majem 2021 in Ravnami na Koroškem kot lokacijo, bo jasno čez nekaj trenutkov. Gospod Andrej Merkač, kakšne so vaše ugotovitve? Lepo pozdravljeni vsi. Geodeti smo zmerili, a lahko kar povem številko, 370,02 metra. Torej mislim, da je s tem več kot potrjeno, da si lahko zaploskamo in z velikim pričakovanjem torej razglašam, spoštovane, spoštovani, rekord na Ravnah s potico od KMC-ja do Kore je dosežen. Dobar dan, dobar dan. Super vreme, ste zrihtali potico, pa še boč. Dobro. Evo, tu krenemo, minister. Župan, točka nič, prosim, častni občan. Pa gremo na počasni svet. Dobar dan. Kak bi to? Jaz ne morem. Ja, enka, držimo v dobi. Tam je Ja, to je pa ne samo naša. Dobar dan. Minister, prosim, Evo, 100 metrov. 100 metrov. A čuvate to? Tu je vid jamnik. Pravi jamnik, ja. Tek, ja.
Spoštovane obiskovalke in obiskovalci, dragi gostje, prisrčno pozdravljeni na današnji prireditvi ob simboličnem pričetku gradnje Koroškega centra skupnostnih storitev Kora Ravne na Koroškem. Dolgo smo čakali na ta trenutek, zato je za vse nas, občanke in občane, prav posebej pa za vse aktivno udeležene pri samem projektu, ki prinaša novo življenje enemu najlepših objektov v občini in hkrati pomeni kvalitetno možnost staranja za vse občanke in občane, še toliko bolj pomemben in slovesen. Himna je bila poklon domu in naši domovini. Med nami pa posebej pozdravljam ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, gospoda Janeza Ciglerja, kralja. Poslanca v Državnem zboru Republike Slovenije, Janija Prednika. Spoštovanega gospoda župnika Edvarda Vajdo. Častnega občana gospoda Adolfa Urnauta. Župana občine Ravne na Koroškem, doktorja Tomaža Rožena. Podžupana občine Ravne na Koroškem, gospoda Aljaža Vrhovnika. Člane občinskega sveta. Dvor je bil leta 1540 obnovljen in opremljen z obzidjem in stolpi. Med drugo polovico 16. stoletja in drugo polovico 18. je bil dvorec v lasti rodovine Javornik, po kateri je dobil tudi slovensko ime Javornik. Pozneje se je njegova podoba z menjavo lastnikov spreminjala in v letu 1910 je doživel celotno temeljito prenovo. Takrat se je deloma spremenila pozno renesančna zasnova in dvorec je dobil značaj romantičnega gradiča z vrtom in gospodarskimi poslopji okoli obzidanega dvorišča. Od prvotne zasnove iz 16. stoletja je ohranjeno še celotno jedro dvorca, le stolpiča sta izginila. Svojo dominantno lokacijo predstavlja dvorec Javornik pomemben urbanistični poudarek, s katerim zaokroža historično identiteto naselbinskega jedra Raven na Koroškem. Projekt sodobnega centra starejših s kratico imenovan Kora je z vidika finančnih virov razdeljen v ločeni dve fazi. Zemljišče za obe fazi investicije je zagotovila občina Ravne na Koroškem, ki je za projekt zagotovila tudi projektno dokumentacijo do gradbenega dovoljenja. Investitor gradnje in upravljavec novega centra starejših bo Koroški dom starostnikov. Prva faza vključuje izgradnjo dnevnega centra in začasnih namestitev. Investicija sredstev v višini okoli 1,5 milijona so zagotovljena strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter EU skladov. Sestavni del prve faze je prenova dvorca Javornik, kjer so predvideni prostori za upravo in prostori dnevnega centra za starejše ter ostali pomožni prostori. Dvorcu Javornik bo v prvi fazi dodan prizidek, kjer bodo prostori začasnih namestitev z omogočeno celotno oskrbo za krajše časovno obdobje in skupni prostor za dnevno druženje. V prvi fazi bo omogočenih do 18 začasnih namestitev v dvoposteljnih sobah in 14 v dnevnem centru. Druga faza vključuje izgradnjo 80 institucionalnih namestitev, v okviru katerih je tudi 25 postelj prenešenih kapacitet iz Koroškega doma starostnikov v Črnečah, ki se mu prav tako obeta prenova in nadgradnja. V drugi fazi se bo v pritličju izgradil večji večnamenski prostor z jedilnico, centralna kuhinja ter ostali pripadajoči prostori kot dnevni prostori gospodinjskih skupnosti, fizioterapija, sestrske sobe in poslovilna soba ter namestitvene kapacitete v pritličju in prvem nadstropju, kar je v vrednosti ocenjeno na okoli 5,8 milijona evrov. Drugo in tretje nadstropje, kar je ocenjeno na 1,7 milijona, vključuje predvsem namestitvene kapacitete v eno- in dvoposteljnih sobah. Izgradnja prve faze se bo začela v letošnjem letu in predvidoma zaključila v letu 2022. Druga faza pa bo predvidoma zaključena v letu 2023. Arhitekturno je nov center starejših Kora zasnovala priznana arhitektka Maruša Zorec iz projektivnega biroja Area. Pri pripravi investicijske dokumentacije in vlog za nepovratna sredstva pa je sodelovalo podjetje Eutrip. Po izgradnji obeh faz je predvideno, da bo uporabnikom v centru starejših Kora na voljo skupno 96 postelj. Skupna vrednost vseh prve in druge faze pa okoli 9 milijonov evrov. K besedi na tem mestu vabim direktorja Koroškega doma starostnikov Črneče, Srečka Mlačnika. Gospod Mlačnik, prosim, povabljeni k besedi. Spoštovani gospod minister, gospod poslanec, gospod župan, dragi gostje. 3.3.
2011 je Koroški dom starostnikov podpisal pismo o nameri z občino Ravne o izgradnji enote doma na Ravnah na Koroškem. 10 let je torej tega, kar smo izkazali interes, da se širimo po prvi enoti v Slovenj Gradcu še na Ravnah in pri tem je občina Ravne seveda izkazala ta interes. 10 let smo čakali, dokler ni prišel na čelo ministrstva človek, ki je pokazal razumevanje in naklonjenost za izgradnjo tega doma na Ravnah, ki, kot kaže, se bo uresničil najkasneje do leta 2023. Vesel sem, da lahko uresničim obljubo, ki sem jo dal pred 10 leti. Vesel sem za vse Ravnčanke in Ravnčane, da bojo končno dobili storitev, ki si jo zaslužijo. In vesel sem, da bomo to lahko proslavili danes z otvoritvijo temeljnega kamna. Hkrati pa se zavedam, da je to obveznost za Koroški dom starostnikov, da to pomeni za investitorja dodatno delo, seveda to pomeni tudi za občino Ravne, da poleg potice slava obvezuje tudi za druge stvari. Hvala lepa za pozornost. Medačnik. Ravne na Koroškem so mesto v srcu Koroške. Obrobljajo nas bogati gozdovi, naravno kuliso pa zaokroža Ušlja gora. To je mesto železarjev, jeklenih skulptur forme vive, bogatega knjižnega fonda, izjemne bire kulturnikov vseh vrst in predvsem ljudi, ki imamo radi svoje mesto. S tem razgledom bo še lažje in lepše v miru gledati nanj. In danes s posebnim ponosom in še večjimi pričakovanji v očeh k besedi vabim župana občine Ravne na Koroškem, doktorja Tomaža Rožena. Prosim. Spoštovani gospod minister, spoštovani gospod poslanec, spoštovani direktor Doma starejših, spoštovani ostali visoki gostje, seveda, če je direktor srečen in zadovoljen doma, sem lahko jaz 2-krat oziroma 3-krat bolj srečen oziroma zadovoljen, da lahko seveda tukaj stojim med vami. Najbrž si kot mladoletni Javorničan nisem mislil, da bom imel to čast in priložnost stati tukaj, zato sem danes izjemno vesel, da sem lahko tisti človek, ki napove strani naše občine seveda obnovo dvorca Javornik in pa seveda izgradnjo centra Kora. 10 let smo polagali mnoge temelje, da smo lahko danes tukaj. Nismo samo čakali, da se bo to zgodilo. Z direktorjem smo mnogokrat šla na kavico v Ljubljano, kot se reče. Veliko črnila je preteklo, veliko truda je bilo vloženega, da danes lahko polagamo ta temeljni kamen. Res smo morali dočakati, če lahko rečem, našega ministra Janeza Ciglerja Kralja, ki je tudi del svoje mladosti, kot tudi sam delil oziroma preživel, vsaj kot igro na tem Javorniškem gradu in lahko seveda najbrž oba danes posebno iskrico v očeh rečemo, da smo tista nekdanja Javorničana, ki bomo pripomogla k obnovi tega centra. Tako da vsi, ki ste danes zbrani, nekoliko manj veste o tem. Vsi, ki ste danes zbrani, nekoliko manj veste o tem projektu, kot vemo tisti, ki delamo. Vam je najbrž jasno, da tokrat gre za res, da tukaj nismo za hec in da se torej obnova v letošnjem letu prične. Zato bi se želel vsem zahvaliti, ki so na tej poti pomagali. Seveda v prvem mestu Srečku Mlačniku, direktorja Doma starejših Črneče, ki je pred 11 leti oziroma 10 leti pokazal posluh. Potem seveda na drugem mestu, formalno na drugem, vsebinsko pa najbrž na prvem, s celotnim srcem, najbrž domačinka, tudi Javorničanka, kot minister in jaz, Marjana Kamnik. Nje morda posebno aplavz, prosim. Če kdo ne pozna, stoji tukaj za hrbtom ministru. Skratka, Marjana Kamnik, ki verjame v to idejo in želi tukaj ustvariti najboljši dom v Sloveniji. Verjemite, tudi njena ideja o tej potici je bila odlična in verjamem, da bo Marjana vsem svojim znanjem, ki ga je akumulirala, ko vodi Dom starejših oziroma enoto Črneč v Slovenj Gradcu, tukaj uresničila, se obdala z dobro ekipo, da nas čaka tukaj na Javorniku, na Ravnah, res napredni korak, nov korak v skrbi za starejšo generacijo.
In pa seveda zahvala vsem ostalim poslancem državnega zbora, gospodu Predniku, vsem občinskim svetnikom, podžupanu, gospodu Vrhovniku, Mojci Rjavec, ki so danes tukaj zbrani. Občinski svet je namreč seveda sprejemal ključne odločitve, da smo danes lahko tukaj, da smo kupili po zelo zahtevni poti to zemljišče, nekdanjo seveda zemljišče občine Ravne, nekdanjo zemljišče železarne Ravne. In skratka, prehodili smo veliko pot, dolgo pot, položili veliko temeljev, tudi klub seniorjev, katerega predsednik je danes z nami. Skratka, tu vas je veliko tisti, ki ste zaslužni, da se lahko danes tukaj z ministrom pojavimo ob tej tabli in vsem seveda gre z mojega mesta srčna zahvala. Danes seveda smo zbrani tukaj prvič in pa verjemite, ne da ne zadnjič ob tej slavnostni priložnosti, ko se nekaj res čudovitega dogaja v našem mestu, v naši občini, ko bomo končno lahko še boljše na podlagi tega 7-letnega koroškega medgeneracijskega centra delovanja še boljše poskrbeli za najstarejšo generacijo, kateri smo seveda na Ravnah srčno zavezani. Torej še enkrat hvala vsem in lep dan še naprej. Hvala gospodu županu za spodbudne besede in seveda za vas trud, ki ga je doprinesel k temu, da lahko danes najavimo pričetek novega začetka dvorca Javornik. Napočil je trenutek, da lahko k besedi povabimo še spoštovanega ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, spoštovanega gospoda Janeza Ciglerja Kralja. Prosim, minister, beseda je vaša. Hvala lepa, spoštovana gospa Širnik, spoštovani državni poslanec, gospod Prednik, spoštovani gospod župan, dr. Rožen, spoštovani častni občan, gospod Adi Urnavt, spoštovani direktor Doma starejših Črneče, spoštovana gospa Marjana Kamnik. Spoštovani Ravnčanke, Ravnčani, Javorničanke, Javorničani. Dovolite mi, da v tem kratkem nagovoru skrenem iz običajnega protokola in delim z vami nekaj iskric, ki se mi porajajo ob tem pomembnem prvem koraku vdihovanja ponovnega življenja tejle čudoviti stavbi dvorca Javornik. Častni občan, gospod Urnavt, ki je tudi moj profesor športne vzgoje na gimnaziji Ravne in je še vedno isto fit in je izjemno dragoceno videti tako kleno korenino, je prej v kratkem pogovoru zaupal, da je tu živel kar nekaj cajta, od 45 si rekel do 59. Del življenja je preživel tu noter. On se je oblikoval tu in potem je to, kar je tu doživel, kar ga je oblikovalo, potem prenesel na številne nove rodove, na mlade rodove, ki bomo to nosili tudi vedno naprej. Nadalje, naslednji spomin, ki ga imam, ga je malo že omenil župan. Otroci, fantje iz Javornika smo se tule na tem dvorcu pravzaprav igrali, ko je bil najprej ruševina, potem je bil gradbišče, potem je bil ograjen, pa smo vseeno, saj veste, kaki smo bili fantje, pa kaki so, zdravi, mali fantje, vedno smo našli luknjo skozi ograjo, pa smo se šli noter špilat po domače. In mame predvsem so trepetale o tem, da se ne bi na kako železo napiknili ali pa kje padli skozi kako luknjo. Nadalje, čeprav računam, spoštovani župan ali pa ostali prisotni, popravite me, če se motim, je potem zgodba, lahko rečem, ene 30 let stala taka, kot je. V čem je ta največja svečanost današnjega dne? Ta čudoviti dvorec, ki morda danes, ko ga pogledamo, si je težko predstavljati ali pa reči, ga poimenovati čudoviti. Ampak nedvomno že svojo arhitekturo nagovarja. Ne bo več samo čudovita arhitekturna umetnina, ne bo samo obnovljen in nov. Kar je najvažnejše, vanga se bo vrnilo življenje. In ker to je samo prvi korak k enemu večjemu medgeneracijskemu centru ali pa centru
skupnostnih storitev na tem mestu, lahko rečem, da Koroška kot vedno do sedaj v zgodovini gleda že en korak naprej. Lahko rečem, da vsi, ki sodelujete pri tem velikem projektu, vse gospe in vsi gospodje, vse Ravnčanke, vsi Ravnčani, kot je tudi gospa Marjana Kamnik prej povedala, podobno kot pri potici, podobno kot je v družini, podobno tudi tukaj ste stopili skupaj in izrazili pripravljenost in energijo, da greste po tej poti. Nekdo je že omenil, čaka nas vse skupaj trdo delo, ampak mi vemo, kaj je cilj in smo ga odločeni tudi doseči. Zaključim pa s tem, da tudi če smo vsi skupaj Ibržniki, s ponosom rečemo, smo Ibržniki, ampak to je naša prednost. In s tem, ki se bodo tu srečevali. Naj bo veselje, naj bo pesem, naj bo radost. Srečno! Hvala za izrečene misli in tudi za vsa njegova prizadevanja na poti do uresničitve tega projekta skupnostnih storitev Kora. Hvala tudi, da ste si vzeli čas za nas in svojo prisotnostjo pomembno prispevali k slovesnosti današnjega dogodka. Ostane nam le še, da simbolnim dejanjem potrdimo in naznanimo nov začetek, novo zgodbo, novo življenje in pričetek izgradnje Koroškega centra skupnostnih storitev Kora. Temeljni kamen simbolizira napisna plošča na dvorcu, ki jo bodo zdaj slovesno odkrili. Pa malo počakaj, malo nasmeha moramo dati. Ko boste pa rekli, evo, župan, direktor, bom pa jaz probal to, kako je lepo. Evo, čestitke. Tako slovesno namestitvijo napisa oziroma odgrnitvijo, ki bo pričal o pričetku dolgo pričakovane gradnje centra skupnostnih storitev Kora na Ravnah na Koroškem, je izgradnja tudi uradno dobila zeleno luč. Želimo in prepričani smo, da bodo dela izvedena v roku in kakovostno. Smemo dati pa one... To bomo zapisali v veter nad Javornikom, pa dodajamo v naslednjih minutah tudi nekaj glasbe. Hedera Vento, violinistki Mojca Kamnik, Urša Lorber, kitarist Aljaž Lipuš in Milan Kamnik bodo skupaj zazveneli v koroški pesmi. So colen geniske, lahkolen zagre, pa prajijo drugi, da bo že šlo, štek doro dal dom, nikoli še ni bo. Dani vyšparali, nimajo s čem, ta drugi by lumpali, častili vsem. Jaz sem pa posredi si miro vzal, ne jamram, kuj divam, pa pijem no mal. Oj, srutej, ubogi, pozabi na vsem, zapoj si za ljudske lepo, pa vse grem, Korošci smo z mirom za mušter bili, na svitu ni guršek, ni boljše hladi. Dolina ni mrtva, kot jamramo vsem, med nami je narvenč, ki sivi hladi, pa nikakor osam, da ne bi znal pet, pa devati njuckat, pa ljubico med. Oj, srutim, ubogi, pozabi na vsem,
zapoj si za ljudske lepo, pa vse grem, korosti smo z mirem za mušter bili. Na svitu ni kuršek, ni boljše gledi. Korosti smo z mirem za mušter bili. Na svitu ni kuršek, ni boljše gledi. In zdi se, da se v njem kaj lahko izgubiš, če ga ne užiješ. Življenje nam ponuja veliko možnosti in prav je, da jih izkoristimo. Za lepo in mirno jesen življenja, da bo delo v teh prostorih vsem v veselje, uspeh in zastrpnost, pa prosim našega gospoda župnika Edvarda Vajdo, da doda blagoslov objekta in namena. Gospod župnik, prosim. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Gospod z vami. Spoštovani gostje, spoštovani vsi navzoči, zbrali smo se, da bomo blagoslovili temeljni kamen. Sveto pismo nam poroča o Jezusovem ljubečem odnosu do starejših, bolnih, pomoči potrebnih. Tudi svojim učencem je naročijo, naj ga o tem posnemajo. Cerkev to Jezusovo naročilo vedno izpolnjevala, saj nam zgodovina in današnji čas pričata o raznih ustanovah, ker so našli starejši zatočišče, bolni potrebno pomoč, prav tako zapuščeni in onemogli. Danes je mnogo kje skrb za bolne in ostarele prevzela država, občine. Vendar nas, navadne ljudi, to ne odvezuje od naše dolžnosti biti v pomoč vsem, ki nas potrebujejo. Temeljni kamen, ki ga bomo danes blagoslovili, je znamenje, da tudi država, občina izpolnjuje Jezusovo naročilo, da niso pozabili, da po svojih močeh so pripravljeni služiti tudi starejšim, trpečim bratom in sestram. In hvala vam za to skrb in za trud. In prisluhnimo Božji besedi. Bratje in sestre, hvaljen Bog in Oče našega Gospoda Jezusa Kristusa, Oče usmiljenja in vse tolažbe. On nas tolaži v vsaki stiski, tako da moramo tudi mi tolažiti tiste, ki so v kakršnikoli stiski, in sicer spodbudo, s kakršno nas same Bog spodbuja. Kakor namreč Kristusovo trpljenje za nas presega vse meje, tako po Kristusu prekipeva tudi naša tolažba. Če smo v stiskah, smo v vašo tolažbo in odrešenje. Če nas kaj spodbuja, nas spodbuja v vašo tolažbo, ki pomaga, da potrpežljivo prenašate isto trpljenje, ki ga prenašamo tudi mi. Naše zaupanje v vas je trdno, ker vemo, da ste z nami deležni tudi tolažbe, kakor ste z nami deležni trpljenja. Božja beseda. Bogu hvala. Odpel, Gospod, ti si naše zavetje. Gospod, ti si naše zavetje. Gospod, ti si moje zavetje, k tebi kličem, usliši me in nikar ne molči. Če se obrne od mene in me ne uslišiš, bom podoben njim, ki se pogrezajo v jamo. Gospod, ti si naše zavetje. Gospod daje moč svojemu ljudstvu in zveličanje svojim izvoljenim. Reši svoje ljudstvo in blagoslovi svojo lastnino. Ti bodi naš voditelj in vladar na veke. Gospod, ti si naše zavetje. Jezus je še posebej tolažil žalostne, starejše, ozdravljal bolne, obujal mrtve in sam stal od mrtvih. Zato ga iskreno prosimo. Gospod Jezus, usmiljeno se
usmili vseh starejših, bolnih, daj, da bodo vsi v tej stanovi v prihodnosti prejeli zdravje, upanje in tolažbo. Prosimo te, usliši nas. Gospod, vidno si imel čas za sočloveka. Daj, da bo naše zdravstveno osebje opravljalo svoj poklic z ljubiznijo in požrtvovalnostjo. Gospod, sin, ki jih teži breme trpljenja, bolezni in starosti, obljubljaš tolažbo in svojo moč. Daj, da bodo med nami ljudje, ki bodo tolažili žalostne in pomagali trpečim. Ko si umiral na križu, si čutil težo osamljenosti in zapuščenosti. Pomagaj vsem, da bodo z vero in zaupanjem zapuščali ta svet in se večno veselili s teboj v nebesih. Nebeški Oče, usliši vse te prošnje, ki smo jih izrazili na glas, in tudi vse tiste, ki jih nosimo v svojem srcu, po Kristusu našem Gospodom. Molimo. Hvaljen si Bog in naš Oče, po svojem Sinu si ljudstvo, ki hodi v milosti prenovljenega življenja, dobrotno zaupa skrb za starejše. Milostno sliši naše prošnje. Ta kraj naj po milosti Svetega Duha postane hiša tvoje naklonjenosti in sedež ljubezni. Tukaj naj vsi ljudje modro izvršujejo svojo dolžnost. Tu naj strežniki skrbno stojijo bolnim ob strani. Vsem, kaj naj prihajajo verniki obiskat Kristusa v svojih bratih, da bodo bolni, dušno in telesno okrepljeni, čim prej dobili prejšnje zdravje in se za prijeto dobroto iskreno zahvaljevali. Po Kristusu našem Gospodom. Vsemogočni Bog naj blagoslovi ta temeljni kamen. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Za opravljeno delo, ki so ga opravili vsi odgovorni, in pa hkrati prošnjo, da bodo delo, ki jih še čaka, izvršili v duhu ljubezni in dobrote ter resnice. Da se bodo vsi ljudje, ki bodo tukaj prebivali, čutili kakor doma. Obrnimo se za to prošnjo na nebeškega Očeta. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime. Pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes na vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In napelji nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen. Gospod z vami. Blagoslovi in varuje ne vas vsemogočni Bog, Oče, Sin in Sveti Duh. Pojdite in živite v miru. Hvala gospodu župniku za blagoslov. V spomin na današnji dan pa vam, cenjeni gostje, poklanjamo tudi delček za spomine, delček rekorda, ki ga boste nesli s potico sabo, in upamo tudi lepe spomine, ki bodo te sanje danes spremenile v svetlo prihodnost. Prosim za uročitev darila spoštovanemu ministru, spoštovanemu gospodu poslancu Državnega zbora. Hočemo tudi gospodu župniku Edvardu Vajdi. In prosim za uročitev darila še županu občine Ravne na Koroškem, dr. Tomažu Roženu. Z veseljem bomo spremljali to novo življenje dvorca gradu Javornik. Že danes pa se veselimo dneva, ko bo objekt tudi uradno predan namenu. Takrat vas seveda z velikim veseljem vabimo medse, pa bo kar bo. In ko bomo objekt predali namenu in bodo z njim naši najstarejši občanke in občani in ko bo celotni lokalni skupnosti prijazno namenjen naš neprecenljiv mir, gostoljubje in pristna koroška toplina. Uspešni gradnji na pot kličemo s pesmijo Milana Kamnika, Hedera Venta, ki je za konec izbral Fršolngo.
če ni krštek. Kašle malo očem ved, taki centi, ko je špara treba, vsaka dila pride prav. Kamoni na jesen smo delo začeli, pa nas se kot preveč ni bo. Pa bi boljši bo, če bi majstra imeli, in na 2 dni fertnih vrel. Da na šmo koncu imamo ujkoš taki majstor, pa vsakega še težko dobi. Se je si zgodil tak, da je virto popu, in če bi ga majstra barat ni opum. Da smo prašovali, sami šuvali, da bi bajta ravno stava, se sikirali, če kao drug ti šup. Moti sami majstri gratat, znaš pa lepo, ko je kraju šlo, gospodija sami dore reče. Na mizo dava, pa smo prašovali, sami šuvali, da bi bajta ravno stava, se sikirali, če kao drug ti šlo. Moti sami majstri gratat, znaš pa lepo, ko je kraju šlo, gospodija sami dore reče. Na mizo dava. Skoda sutra, tako še te eni tam da spijejo. Vsak te santi še, ko se te hilu sprej, še na masa ti se otegno kontra. Pa smo prašovali, sami šuvali, da bi gora ravno stava, še sikirali, če kao drug ti šlo. Smo ti sami majstri gratat, znaš pa pol lepo, ko gora ferti bo, no naredili noga sinsko sliko. Na javorniku, pa smo prašovali, sami šuvali, da bi gora ravno stava, se sikirali, če kao drug ti šlo. Smo ti sami majstri gratat, znaš pa pol lepo, ko gora ferti bo, no naredili noga sinsko sliko. Na javorniku, na javorniku, na javorniku, na javorniku, nova ploča, na javorniku, nova ploča, na javorniku, nova ploča.